Živijo in dobrodošla na moj YouTube kanal. Če me še ne poznaš, sem Klara in tukaj delim vse od potovanj, van lifea, pa tudi preprosto življenje, ki vključuje zelo veliko hrane. Torej, prvi projekt, ki bi ga omenila, je vrt. To sem je sadila že kar nekaj časa nazaj, si lahko predstavljate. In tudi na koncu videa lahko vidite rezultat tegale mojega trdega dela, ker zdaj že poberamo v bistvu plodove in noro mi je pač, ko daš v zemljo neko majhno rastlinico in pol kar zrastejo stvari. Pač, wow. Si pa, ko sem bila mlajša, nikoli nisem predstavljala, da bom tu kdajkoli počela, ker nisem marala vrtnarjenja, nisem marala nič v zvezi s tem. In tudi sama sebi zdaj rečem, da sem lena vrtnarka, oziroma mogoče z drugimi besedami iznajdljiva vrtnarka. Marsikdo bi se križal, ne, če bi me videl, kako jaz sadim, recimo kumare in podobno, ampak veste kaj, do zdaj je še skoraj čisto vsaka stvar ratala in stvari tlele zraven majhne hiške rastejo super. Zberam pa tudi tako zelenjavo, ki je dosti odporna, torej ne sadim glih solate pa motovilca, za tisto rabiš bolj tako prhko, nežno zemljo. Jaz sadim predvsem paradižnik, plodovke, pa še kakšna druga stvar se najde, naprimer bučke, rukola, kakšni čili in podobno. Tako da, evo, to je bilo zelo uspešno, uživala sem ob petju ptičkov, da sem tole nasadila. In se vidimo na koncu vloga, da vidite, kaj poberamo julija. Pozdravljeni! Danes sploh ni bilo plan snemati ničesar, ampak sva dobila pomivalca, čistko nepričakovano. In takoj, ko sva pomivalca dobila stanovanje, sem jaz rekla, neč bola ga dala tle v kot, pa ga bomo inštalirali, ko bo pač čas. In Klemen se je odločil, da je ta čas točno danes. Tako da, evo, najo na nek naključen ponedeljek inštalirava Gorenje pomivalec. Drugi projekt je bil zame zelo težko pričakovan, boste kmalu videli zakaj. Jaz sem težila Klemenu 100 let, da morava pomivalec zamenjati in potem sva res v sodelovanju z Gorenjem to tudi storila in izbrala enega super, ampak dajmo si pogledati, kako je cel ta proces izgledal. Klemen se je odločil tu kar na en random dan renovirati in potem so na obisk prišli še moji starši, ker zakaj ne bi imel obisk, ko imaš največji rast v stanovanju. Kar naprej! Ja, kar razlaš. Od tle prijemaš, pa daš tle. Ni premikanja. Ja, pa kaplaš, celo to pot kaplaš. Ja, pa sej tle bi isto kaplala. Nič, direkt iz umivalnika, 10 centi. Jaz bi takole najel. No, pokaž mi, koliko je placa dostati. Sej tam zmer 60. Je takole, da stojiš. Placa, Klara. Za tvoje tenico, ne, nikako. Ni. Je lahko pa še steno podrejamo, če si mašino prinesel. Je kaj? To kukor on rab za pomag, a ja, pa vrat se moraš odpati. Tako. Vidim, da boš od. Sej to ne, tale to spet ne bi tako velik profit. Pol, ko je to odprto pa popravno. Pa da ne boste mislili, da sem kar tako hodila pomivalec menjati. Bila sta v bistvu dva razloga, zakaj ta definitivno ni ustrezal najnim potrebam. Kot prvo se jaz ukvarjam s kuhanjem, tako da posode gre pri nama nadpoprečno veliko v pranje. In kot drugo, ta star pomivalec res ni dobro pomival. Vse je bilo lisasto, nikoli nisem vedela, ali bo posoda čista ali umazana, tako da mi je bilo nujno in sem ful vesela, da sva zbrala tega. Takole, tle, tam neč ne rabiš biti, ker tako boš bila, ne, ko boš. Jaz mislim, da se da. A ja, valjda, ker zgornjega dela ne bo. Pač to pomaga, ne. Pošlo, ne? Vse so pa je podobno. Zapremo pa naredim, ne? Ja, že danes? Ne vem, pač. Lahko ga sem priključen tukaj, da že vodo dobim, lahko pa ga omaknem, žarga. Mogla sva glavni ventil za vodo izklopiti, ko smo to monterala v dvorini, nekaj. Klemen to monteral, ker ja, dražila voda posod
in smo se odločili že kar danes večer preklopiti pomivalca, da lahko pol ta ventil vklopimo, če se mislimo kaj tuširati, pa iti na WC pa to. Tako da, evo, Klemen. Bravo. Bravo. Je res lepo, bravo, super. Kaj? Test. Test dela. Klemen je šel ventilček vklopiti nazaj, jaz zdaj tle stražim. Boš kakšno poezijo? Ta cajt Ja, poezija. imam poezijo. Ok. Škafek, voda v njemu. O, ne. Le kaj? Aha. Zapri ventil. Hajku. Tako. Nič ne teče. Ok. Good? Nič, dobro pa. Lahko prekinem. Pač čisto odvisno, kako si videla potek nadaljnjih dogodkov. Živimo, bi rekla, v 3 hiškah. Kombi, majhna hiška in še stanovanje. Nikoli nimaš vseh stvari, ki jih rabiš tam, kjer si. Zdaj sem gotovila, da nimamo niti ene jakne tle in nobene marele. Zunaj pa pada, tako da bova pač malo mokra s piknikom. Ja, kaj več vam pa povem potem. Bomo šli še do majhne hiške, par stvari pogledati. Klemen pa študira tlele. Če ti žal najde svojo pot po kolih, ali moram jaz tu popenjati. Tako da bomo videli. Tu je pa ta nizik. Par dni nazaj smo se z očem prav pohecala, ko sem prišla nekaj k njemu iskat. In je rekel, lej, zdajle sem žlej popravil, pa sem šel, sem bil glih predel, sem videl nekaj drugega, ki sem čisto pozabil, da je treba narediti, zdaj ti prideš. Pa sva skupaj ugotovila, da morava nekaj zaliti, od brata nekaj sladek krompir, kaj je pozabil. In tako ne, v neskončnost. In da tu je pač tako, če imaš neko zemljo, nek vrt, v bistvu, če hočeš videti, bo čisto skozi delo. Tako da, to se mi je zdaj s temi fižolčki zgodilo. Kao, prišla sem gor v majhno hiško, sem nekaj iskat in na koncu sem nakolela še fižon. Upam, da sem to pravilno naredila, ker sem prvič te kole dajala not in upam tudi, da se bo fižol pospel. Tako, zdaj idem pa jaz v nabavo. Pa bomo nadaljevali s pomivalcem. Medtem ko ni bilo, je Klemen že tamle vratca. Mislim, da je vratca pregradno steno inštaliral, vam bom pokazala. Kaj pa te zdaj čaka, Klemen? Ne vem, še berem. Še tam kakšen kozarc. Tabletek je, ne? Ja, tu je. Požen, Marjana. There's a light. A tu je ono, ki pove? Sedaj pa čakamo. Naš novi družinski prijatelj. Franki. Franki? Franki. Ti si Franki.
Potem je pa sledilo pospravljanje tegale džumbusa in kaosa, ker sva zvečer pričakovala obiske, tako da sva res hotela, da vse pospravila in nama je zelo lepo ratalo. Nova na tem kanalu, mi smo v majhni hiški včasih živeli, potem smo se tudi za nekaj časa preselili v kombi, pa smo spet živeli v majhni hiški, zdaj pa živimo v stanovanju, pa je majhna hiška tako kot en vikend in sem hotela narediti to uverturo, ker tale projekt, tretji projekt je bil pa zunanji tuš, pomagal nama je tudi od Klemna Nečak, da smo to izvedeli. Zdaj, zakaj smo se tega tuša sploh lotili? Zaradi tega, ker v bistvu majhna hiška nima kopalnice in prej smo imela že majhen tuš zunaj, ki je bil zelo tako neoptimalno, rečemo temu, narejen in po 2 letih uporabe ga je veter čist podrl. Pa narejen je bil iz reklamnih banerjev in nekih lesenih konstrukcij. Kar neki. Tudi jaz sem Klemnu rekla, kaj če bi bil to en lušen tak projektek, da narediva lušen zunanji tuš z lepim lesenim ogrodjem in kamni. Tako da je Klemen ful zagrabil, neke inspiracije smo poiskala na internetu, neki smo sama pač videla, kaj bi tukaj najbolj ustrezalo. Tako da to je bil proces. Klemen je od svojih staršev dobil les, vse se je potem prebarvalo, naredilo tako ogrodje. Čak, tu bova zagrabila. Potem sva pa za dno zbrala prodnike in sicer črne prodnike, ki ful dobro izgledajo, ko se tuširaš. Pazi, ti res pazi, Klemen. Da ne padeš. Ne, ti pazi. Ne, jaz sem gojzerje. Pa mi že opazi. Ne, ti pazi. Spremenila sva tudi mičkeno štengice, seveda to napeljavo sva mogla spremeniti in še nasaditev bršljana. Tako da tudi to si lahko pogledate na koncu vloga, kako je izpadlo. Jaz sem pač čisto navdušena, kaj lahko človek z lastnimi rokami naredi. Tudi se mi zdi, odkar sva renovirala kombi, ker je bil tisto tak velik projekt in tak velik izziv, je zdaj vsaka ta manjša stvar, tako bomo naredili. Priznam sicer, da je trajalo veliko dlje, kot sva mislila. Sem mislila, da bo v enem vikendu od A do Ž narejeno, pa je v bistvu potli Klemen rabo, recimo en dan samo, da je les pripravil in da sva ga pripeljala do majhne hiške. Ful prevelika že, ne, v bistvu. Tu pa ni prevelika. Ali to niso za vlagati? A ja. Tu sva se že pogovarjala. Ampak izgleda, kot da so one za vlagati. Ja. Ploščica. Si vesel? Je ratalo? Je.
moraš, no. Derp. Oh.